Pozdravljeni. Zopet je prišel na vrsto dirkaški vikend. Tokrat bomo našo pozornost v uvodnem prispevku posvetili veliki nagradi São Paula in si ogledali vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Tudi tokrat bo, kot ponavadi, uvodni prispevek razdeljen na 3 nam dobro znane dele. Na začetku nas čaka zanimiva dirka iz preteklosti. Nato pridejo na vrsti vse tiste karakteristične lastnosti proge. In na koncu še nekaj minut za vremensko napoved. A tokrat, preden se lotimo dirke iz preteklosti, 2 zanimivosti. Spraševali ste me že, zakaj se dirka tu na progi Josea Carlosa Pacija imenuje Velika nagrada São Paula. Pred leti smo jo vsi poznali kot Veliko nagrado Brazilije. Bivši predsednik Brazilije, Bolsonaro, je hotel Formulo 1 iz São Paula preseliti v Rio de Janeiro. Bili so že resni, ampak nekoliko smeli načrti in prvi korak je bil seveda ta, da so dirko uradno prestavili. Torej, dirka v São Paulu je izgubila naziv Velike nagrade Brazilije in tista v Rio de Janeiro se pa nikoli ni zgodila, čeprav ima uradno na papirju ta naziv. In da si ne bo kdo mislil, da tudi v neposredni prihodnosti ne bomo videli kaj podobnega. V sezoni 2026 bomo lahko spremljali 2 dirki v Španiji. Ampak vprašajte se, katera dirka bo Velika nagrada Španije. Tista v Barceloni, kot smo bili vajeni do sedaj, ali ona v Madridu. Ko boste našli odgovor, bo verjetno marsikdo izmed vas malce presenečen. In če koga zanima, kdo je bil José Carlos Pace, sem seveda pred nekaj dnevi pripravil tisti krajši življenjepis o tej pomembni ikoni zgodovine Formule 1. Ni treba posebej poudarjati, da je ta proga moja najljubša. A pustimo sedaj to in poglejmo si zanimivo dirko iz preteklosti, kjer si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo tu v lanski sezoni. Ne zato, ker ne bi imeli drugih zanimivih dirk, ampak ker je lanska dirka za Veliko nagrado São Paula v bistvu utelešala vse tisto, kar mora praktično imeti dirka v Braziliji. Namreč norost, nepredvidljivost, ta rezultat, ki je osupnil vse nas. Tudi lani, enako kot letos, smo tu spremljali sprint. A treba je povedati nekaj, da je na sprintu zmagal Lando Norris, potem ko mu je Oscar Piastri enostavno prepustil zmago. Zaradi tega, ker v finalu sezone je bil Lando Norris tisti, ki se je boril z Maxom Verstappenom in rabil je dobesedno vsako točko. Tako da že lani v McLarenu so rabili moštvene ukaze, zato da so pomagali, uganili ste Lando Norris. Ampak bolj zanimivo je bilo tisto, kar se je dogajalo okrog same dirke za Veliko nagrado. Najprej kvalifikacije, ki so bile prestavljene zaradi slabega vremena. In če si ogledamo rezultate, bomo videli nekaj zanimivega. Lando Norris tam spredaj, Max Verstappen, vodilni v skupni razvrstitvi in kasnejši svetovni prvak,
šele na 17. mestu. Res treba je upoštevati, da je dobil kazenska mesta, ker je zamenjal motor z notranjim izgorevanjem. Ampak, če imamo oba pretendenta, enega na 1., drugega na 17. mestu, si verjetno vsakdo izmed nas nekako misli, da je Max Verstappen tu izgubil kar precej točk. Vsaj tako bi si lahko na prvi pogled mislili. Ampak Brazilija je dežela presenečenj, kjer nič ni tako, kot lahko na prvi pogled izgleda. Slabo vremenska napoved je prisilila organizatorje, da so celo prestavili tam štart dirke. Po lokalnem času bi se ta morala začeti ob 14. v nedeljo in ker se je bližalo neurje, so seveda štart premaknili na 12:30. Ko so mislili, da se bodo izognili vsemu tistemu, kar je sledilo seveda na sami dirki. A ne smemo pozabiti na nekaj, da že na samem štartu smo videli mnogo stvari, ki v Formulo 1 sicer ne sodijo. Imeli smo 3 formacijske kroge. Najprej tistega običajnega, ampak ker je bila proga razmočena, je Lance Stroll zapeljal na pesek in ostal tam ukleščen. Ker je pomenilo, da so morali štartno proceduro prekiniti, ampak mnogi vozniki tega enostavno niso razumeli. Med njimi je bil celo Lando Norris. In odpeljali so drugi formacijski krog, čeprav nihče tega ni ukazal. Sledila je prekinitev in seveda tretji formacijski krog ter štart. Tako da je bila dirka kar precej skrajšana, če je seveda vzamemo v zakup, da so morali odšteti vse tiste kroge, ki niso bili predvideni. In že na samem štartu je Lando Norris izgubil vodstvo v primerjavi z Georgeom Russelom. Ampak Norris ni bil tako pomemben v začetni fazi dirke. Bistveno bolj zanimivo je bilo spremljati Maxa Verstappena. Namreč iz 17. je prišel na 6. mesto samo v 12 krogih. In to je pomenilo, da je bil Max Verstappen v svojem elementu. In ne smemo pozabiti na nekaj. Sreča je pogostokrat na strani pogumnih. In tokrat je bila na strani Maxa Verstappena. Namreč začelo se je obdobje menjav, ko so se vsi tisti vodilni tam spredaj odločili, da bodo pneumatike za vlažno progo nadomestili z novim setom pneumatik za vlažno progo. Ampak na dirki, ker je bilo polno padavin, varnostnih avtomobilov, se je zgodil incident, ki je prisilil organizatorja izobesiti rdečo zastavo. In mnogi so seveda prihranili en postanek v boksi. Max Verstappen je lepo prišel na prvo mesto. In ne smemo pozabiti, da so le redki poizkusili z pneumatikami za mokro progo, ki pa niso bile idealna izbira. Seveda v tistem drugem delu dirke so vsi nadaljevali seti pneumatik vlažno progo in Max Verstappen je dirko zmagal, seveda pred obema voznikoma ekipe Alpine. Danes si to malce težje predstavljamo, če si nekako prikličemo v spomin njihove rezultate v sezoni 2025. Lando Norris, ki je dirko začel iz najboljšega štartnega izhodišča, je bil 6., potem ko mu je Oscar Piastri zopet poudaril mesto. In tu je treba sedaj pogledati malce statistiko. Max Verstappen je zmagal iz 17. mesta. Kot nam pravi grafika, to pomeni,
da je eden izmed tistih, ki jim je to uspelo v 0,04446%, kar pa še ne pomeni, da je dosegel zmago iz najslabšega štartnega mesta v zgodovini. Leta 1983 je John Watson zmagal dirko, ki jo je začel iz 22. mesta. Torej še bistveno za tistim, kar je bila štartna pozicija Maxa Verstappena. In še ena zanimivost vezana na veliko nagrado Brazilije, prav iz leta 1908. Tista dirka je edina v celotni zgodovini svetovnega prvenstva Formule 1, kjer nimamo drugouvrščenih. V dirki so diskvalificirali Kekija Rosberga. Težava je v tem, da tistih, ki so bili z njim, niso premaknili za mesto navzgor. In če bo kdo si vzel trenutek časa in pogledal rezultate velike nagrade Brazilije iz leta 1983, bo ugotovil, da je zmagovalec Nelson Piquet, drugega ga enostavno ni in tretji je Niki Lauda. Zopet zanimivo, noro in so ta Formule 1. Ampak kaj bi lahko dejali o progi Joseja Carlosa Pacea, kakšne so značilnosti? Seveda proga, ki vse nas navdušence nekako s pričakovanjem pripravi do spremljanja te dirke, ima dve območji DRS-a in različne dele, ker je potrebno imeti hiter bolid z visoko končno hitrostjo, ampak tudi takšnega, ki ima dokaj dober aerodinamični oprijem. In sedaj, če si ogledamo tisto tabelo, ki jo seveda izdaja Pirelli, bomo takoj ugotovili neko spremembo v primerjavi z lani. Pnevmatike letos so C2, C3 in C4. Lani smo imeli C3, C4 in C5 in mnogi bodo dobesedno vreščali, Pirelli je pnevmatike premaknil malce na tršo stran. Kar ni res. Če gledamo situacijo v sezoni 2023, bomo prav tako ugotovili, da so imeli takrat na razpolago C2, C3 in C4. Torej je bil lanski izbor tisti, ki je nekako težil na mehkejšo stran, ampak napako so očitno popravili. Govorili smo o tem, da na progi v São Paulo je potrebno imeti dober kompromis in če si ogledamo lastnosti po tabeli Pirellija, bomo videli, da v povprečju so vrednosti tam okrog 3. Imamo pospeševanje, imamo zaviranje, imamo stres pneumatike, imamo bočne sile, imamo oprijem asfalta, ki imajo vrednost 3. Imamo abrazivnost asfalta, ki je izjemno nizka, vrednost 2. Imamo aerodinamični oprijem, ki ima vrednost 4. In seveda evolucijo proge, ki ima vrednost 5, ampak z vsemi padavinami, ki so dokaj pogoste tu v času dirke za veliko nagrado, evolucija ni ena izmed tistih faktorjev, ki je izjemno pomembna. A vrnimo se k podatkom, ki nam jih daje Pirelli. Kar se tiče previsnega kota. Na prednji osi -3 stopinje, na zadnji osi -1,75. Dokaj standardna nastavitev. Ukolikor zadeve pogledamo za nekaj sezon nazaj, bomo videli, da se je kot zmanjšal, tako spredaj kot zadaj, za četrtino. A bolj zanimivo je nekaj drugega. Če si ogledamo minimalni tlak, ki ga predpisuje Pirelli. Na prednji osi 25 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi 23 na kvadratni palec. Kar je seveda nekoliko višje od onega, kar smo vajeni na preostalih progah, ampak razlika med prednjo in zadnjo osjo je nekje tam v povprečju. Ampak, če si ogledamo lanske in predlanske podatke, bomo ugotovili nekaj zanimivega.
Praktično od sezone 23 do 25 se je tlak tako na prednji kot na zadnji osi dvignil za tela 2 punkta na kvadratni pad, kar je ogromno. Sedaj poglejmo si še malce, katere pnevmatike so tiste, ki so najbolj pod udarom na tej dirki. Praktično samo zadnja desna je tista, ki bi lahko povzročila kakšno težavo, ampak nič res. Tako, dobili smo seveda sedaj nek hiter vpogled, kakšne so lastnosti proge Josea Carlosa Paceja, in verjamem, da marsikoga izmed vas zanima vremenska napoved oziroma kaj pravijo zadnji podatki. Mnogi boste pozitivno presenečeni, namreč v petek oblačno, temperature med 16 in 28 stopinjami Celzija. Možnosti padavin ocenjujejo nekje na 40%, ampak ne v tistem časovnem obdobju, ko bodo aktivnosti na progi. Ampak v soboto bo malce topleje, temperatura med 21 in 27 stopinjami Celzija. Možnost padavin med aktivnostjo na progi 80%. In to pomeni, da na sprintu ali na kvalifikacijah za samo veliko nagrado bo lahko deževalo. Lahko bo celo deževalo na prvem in seveda tudi drugem delu. In kaj nas čaka v nedeljo? Oblačno vreme, kjer bi lahko dejali, da je možnost padavin minimalna. Namreč obstaja nekje 20% možnost kakšnih krajših vlog, ampak zaenkrat ne v tistem obdobju, ko je predvidena dirka. A ne smemo pozabiti na nek izjemno pomemben podatek. Ohladilo se bo. Temperature se bodo gibale med 13 in 19 stopinjami Celzija, kar pomeni, da Parc Fermé bo seveda tudi tu lahko vplival na končni razpored, ali si bodo seveda nastavili bolide za tiste kvalifikacije z višjimi temperaturami, z možnostjo dežja, ali bodo posamezni vozniki gledali bolj na dirko. In še neka možnost. Ne smemo pozabiti, da tu v Braziliji bi lahko kdo menjal pogonske sklope. Zato, da bi imel svežo enoto na veliki nagradi Las Vegasa. Tako da ne biti preveč presenečeni, če boste videli nekoga, ki bo nalašč žrtvoval ta dirkaški vikend in tvegal vse ali nič na naslednji. Ampak, kar se tiče našega uvodnega prispevka, je seveda vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.